Letos so celo presegli zastavljeni cilj prodaje 3000 ton lastne zelenjave, poudarja direktor zadruge Jure Vončina. Tukaj nam je šel vremenske razmere dokaj na roko, kljub suši, ki nam je povzročila malo izpada, ampak ne zaradi suše, ampak zaradi vročine, ker vsa polja se namakajo pri naših kmetih. V naslednjem letu pa računamo vsaj nekako med 5 in 10% rastjo. Kot poudarja direktor trženja v zadrugi Klemen Keren, so se letos bolje kot v preteklosti odzvale vse največje slovenske trgovske verige. So pač med nami, bom rekel, normalni spori okrog časa dobave, količin in cen, ampak to je normalno. Ampak bistveno je, da so slovenski trgovci pripravljeni kupiti slovensko zelenjavo in da jim mi kot predelovalci poskušamo slediti njihovim potrebam. Je pa dejstvo, da je delež slovenske zelenjave, ki se proda v naših trgovinah, v primerjavi s tujo zanemarljiv, saj je pod 10%, poudarja Keren. Vončina pa dodaja, da bi lahko prodali bistveno več, če bi imeli dovolj količin, saj je bilo povpraševanje ogromno. Tako da po začetnih težavah za solato smo uspeli potem plasirati vse količine na trg, ni pa ta vakuum oziroma to povečano povpraševanje bistveno vplivalo na dvig cen. Se pravi, ker je bilo povpraševanje večje, bi teoretično mogla biti tudi cena bistveno večja, ampak ni bila. Je sicer nekoliko višja kot lani, tako Vončina, a ne dovolj, da bi zagotovila nadaljne naložbe v smeri povečanja slovenske samooskrbe. So pa v zadrugi dokaj zadovoljni s poslovanjem v tem letu, saj bodo bistveno zmanjšali izgubo iz prejšnjih let. Vončina tako v prihodnjem letu pričakuje pozitivno poslovanje.